Ker smo enak avtomobil z drugo značko že imeli na testu, je verjetno edino smiselno povedati, kakšne so razlike med njima. Pri osnovni ceni je praktično ni, razen če si pri prodajalcu izborite kakšen dober popust, je pa zato v deželni opremi Alhambra serijsko opremljena še zatemnjenimi stekli zadaj, kovinsko barvo in tempomatom, s čimer takoj prišparate okoli 1000 evrov. No, to je pa že nekaj. Vse ostalo je praktično enako, od ponudbe motorja do opreme, tako da edino vlogo igrajo vaše oči. In predsodki, seveda. Volkswagen je pač še vedno znamka, ki ima zelo dober ugled, vendar se Chiron in Alhambra izdelujeta v isti tovarni z istimi komponentami. Zato so razlike samo v naših glavah. Avtomobil se enostavno zasluži zelo dobre ocene, saj kombinacija dvolitrskega turbodizla in 6-stopenjskega menjalnika DSG deluje brezhibno. Podvozje je dovolj udobno, prostora pa pričakovano ogromno. Veliko je lukenj za odlaganje drobnarij, voznik pa se lahko izredno udobno namesti za volanom in se poda na res dolge poti. Fino je tudi, da Alhambra že danes izpolnjuje norme o izpuhu Euro 6. Torej, če vam je ta maska bolj všeč od Volkswagenove, jo mirno odpeljite domov. Avtomobila si v praksi skoraj ne bi mogla biti bolj podobna.